Lepo pozdravljeni. Danes je zame prav poseben dan, tudi zato, ker mi je naš zlati ključ poslal koordinate občine Žalec. No, nje ne vem kaj dosti, vem le to, da se tam prideluje hmelj, zato komaj čakam, da jo raziščem in spoznam, saj sem prepričana, da mi lahko ponudi še marsikaj zanimivega. Pozdravljena. Lepo pozdravljena. Jaz sem danes prišla v vašo občino, zato da jo malo pobliže spoznam in raziščem. In sicer bom raziskovala različne lokacije in na koncu prišla do končnega cilja. In najprej sem se odločila, da obiščem vaju in vaju malo povprašam in se pogovorim z vama. Pa me zanima mogoče za začetek, kdo in kako zbere vas kot hmeljsko princezo za začetek mogoče? Torej, mene kot hmeljsko princeso zbere Društvo podeželske mladine iz svojih sred, iz svoje sredine. Zato je treba upoštevati nekaj tudi pogojev, oziroma moram ustrezati nekaj pogojev. Predvsem je glavno to, da vem veliko o hmelju, da prihajam iz hmeljske družine, da sem mlada oziroma polnoletna in da sem neporočena. Dobro, kaj pa za vas? Pogoj oziroma izberejo te hmeljarski starješini, ki so že ustoličeni. Se pravi, pogoj za izbor pa moraš biti hmeljar, vsaj 20 let, starejši od 48 let, pa delovne izkušnje v hmelju. Dobro, verjetno pa morata obe dva prihajati z neke približne lokacije, če se ne motim. Tradicija je takšna, da prihajata starješina in princeza iz istega kraja ali sej blizu, da živita. Kakšne pa so vajne naloge, medtem ko nosita ta naziv? Torej, najne naloge kot hmeljarski par, ki predstavljamo hmeljsko trto in pa hmeljsko kobulo, so v bistvu, da predstavljamo glas hmeljarjev v Sloveniji in tudi po svetu, oziroma glas slovenskih hmeljarjev na raznih dogodkih in promocijah. Potem se morate verjetno udeležiti vseh prireditev. Res je. Zelo poln je najin urnik. Udeležiti se je treba vseh promocij, ker to delamo tudi za sebe in vse slovenske hmeljarje. Super. Kaj pa glede na to, da obe dva prihajata s kmetije, ki se ukvarja s hmeljem, koliko je kaj dela s hmeljem in kako vse to poteka? Ja, oba prihajava iz hmeljarskih družin. Nekako na moje hmeljarstvo bilo položeno že tudi v zibelko, tako da res veliko vemo o hmelju. Dela je ogromno. Čeprav pravijo, da je to sezonsko delo, pravi hmeljar dela ima skozi celo leto. Tako da nekako se tisto sezonsko delo prične spomladi konec marca in nadaljuje vse do obiranja, ki se zavleče v september, potem pa še vsa prodaja hmelja. Skozi zimo pa hmeljarji ne počivamo, treba je hmelj prodati, potem za naslednje leto izpeljati nekaj pogodb in pa delavcev, tako da dela je res veliko. Kaj pa za Slovence menita, da smo veliki pivci piva? Ja, smo. Se mi pozna. Kaj pa vidva, kakšno pivo ima ljubše? Črno ali svetlo ali sam da je? Jaz imam rad svetlo. Dobro. Svetlo lage pivo. Super. Kaj še kaj takega bi rada kaj izpostavila mogoče? Ja, mogoče bi rada izpostavila res to združenje hmeljarjev Slovenije, v katerem so včlanjeni v bistvu vsi hmeljarji Slovenije, 123, ki jih nas je letos. In to združenje deluje v bistvu za vse hmeljarje, povezuje hmeljarje in tako tudi nekako tradicijo ohranja naprej. Pred leti so tudi dobili geografsko označbo za štajerski hmelj, kar mislim, da je zelo pomembno, ker so se zelo dolgo borili za to in da lahko končno rečemo, da imamo nekakšno označbo, da to pa je naš hmelj. Za vas imam v bistvu eno majhno darilo. Tole je zlata kobulca. Hvala lepa. In kobula v bistvu predstavlja mene kot hmeljsko princeso, zato tudi nosim ogrlico hmeljske kobule in nekako predstavlja kobulo na hmeljski trti oziroma združek nekako hmeljarske trte in pa hmeljske kobule, kar seveda midva predstavljava. Wow, zelo lepo. Jaz se vam zahvaljujem za to darilo.
Zdaj bi pa mogla najti še namig, ki me bo pripeljal do naslednje lokacije. Ja, ta namig pa je skrit pri meni v tej škatlici. Pa da vidimo, kaj pravi. Virtualno doživetje zelenega zlata. Kaj naj bi to pomenilo? Mogoče kaj veste? Nekaj o zgodovini hmeljarstva. Nekaj o zgodovini. Mogoče moramo v kak muzej? Ja. Ja, okej. Želim vama, da te funkcije vajene opravljata odlično še naprej in želim vama tudi seveda vso srečo. Hvala in srečno pri raziskovanju Savinjske doline, naše doline zelenega zlata. Tudi jaz vam želim lep dan in želim si, da najdete pivsko fontano. Lepo pozdravljeni. Dober dan in lep hmeljarski pozdrav v Žalcu. Sem slišal zvonček, to pomeni, da je nekdo prišel. Tako je. Hvala lepa za tako veselo dobrodošlico. No, jaz sem danes tukaj, zato ker spoznavam in odkrivam vašo občino, občino Žalec. In prej sem bila pri hmeljski princezi, ki mi je že dala prvi namig in to je bil, naj odkrijem virtualno doživetje zelenega zlata. In kjerkoli sem iskala, spraševala, vse poti so me vodile ravno k vam v vaš Eko muzej. Ja, točno, če obiščete spodnjo Savinjsko dolino, nikakor ta obisk ne more miniti, brez da obiščete naš muzej. Tukaj je lepo predstavljena celotna zgodba hmeljarjenja v spodnji Savinjski dolini skozi desetletja in že von, vse, kar tukaj vidite, je povezano s hmeljem, tako da ste izbrali pravi prostor, da se podrobneje spoznate z hmeljarsko tradicijo, z rastlino hmelj, s pivom in še čim. Super. Bi si ga mogoče kar ogledala? Izvoljva. Povejte mi kaj o samem nastanku muzeja. Ja, smo sedaj v sušilnici, bivši sušilnici hmelja. In prostor, ki je bil potem, ko je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo to sušilnico nehal uporabljati naravnost idealen, zato da se notri da neka vsebina. In kar napladno se nam je ponujalo, da bi ob vsej tej bogati hmeljarski tradiciji v Savinjski dolini tukaj lahko nastal muzej. Tako da smo takrat prišli ven z idejo, kako napolniti prostor z mnogimi eksponati, z zgodbami, z dogodki iz hmeljarske tradicije, kako to bogato tradicijo spraviti v ta prostor noter in s pomočjo evropskih sredstev, s pomočjo sredstev Republike Slovenije nam je seveda to uspelo in novembra 2009 smo tukaj odprli ta muzej. Novembra 2009 ste rekli, torej je muzej odprt že kar nekaj, lep čas bi lahko rekli. Omenili ste že malo te eksponate, povejte mi, kaj vse je tukaj predstavljeno oziroma kaj vse lahko vidimo tukaj? Ja, tukaj najprej vse posod okrog nas so predmeti, ki so na tak ali drugačen način povezani s hmeljarjenjem. To hmeljarjenje ima res dolgoletno tradicijo in tukaj vidimo eksponate iz 19. stoletja, iz 20. stoletja, potem vidimo pa seveda tudi nekaj novejše zgodovine hmeljarjenja, pivovarstva, tle je, bom rekel, kronološki pregled dogajanja v pivovarni Laško, pivovarni Union, imamo poseben prostor, kjer gostom obrazložimo, kako nastaja pivo. Predvsem pa že ta von, ko tukaj ljudje noter stopijo, so takoj rahlo omamljeni, ker je to von po hmelju. Hmelj je pa brat od konoplje. To je ista rastlinska vrsta in ta muzej ima že svojim vonjem eno tako fantastično vzdušje. V bistvu sem opazila, ja, takoj, ko sem prišla notri, ampak če povem po resnici, sploh nisem vedela, kaj točno ta von je. Evo, zdaj ste povedali. Kako ste dobili vse te stvari? S pomočjo družin? Tako je, s pomočjo družin. Mi smo mi smo že tam okrog leta 2008
smo po celi spodnji Savinjski dolini organizirali kaj nekaj teh tako imenovanih infotočk, kjer so ljudje, družine, predvsem tisti, ki so se ukvarjali hmeljarstvom, podarili bolj ali manj vse te predmete, ki so bili prej po kozolcih, ki so bili prej v teh njihovih gospodarskih poslopjih in tako naprej. In tega se je nabralo res veliko. Potem pa smo s pomočjo Pokrajinskega muzeja Celje in s pomočjo mnogih hmeljarjev, ki so prispevali ne samo predmete, ampak tudi, bom rekel, delček zgodovine, delček svojih življenj, so vnesli v ta muzej noter, pa potem pripravili še vsebino, ki smo jo ves čas popestrili z ogledom enega filma, ki je nastal leta 1962, ampak je neverjetno dobro narejen, takrat ga je snemala televizija Slovenija. Pred 2 letoma smo posneli še pa en tak novejši virtualni film, to, kar je zdaj, bom rekel, že skoraj nuja vsakega sodobnega muzeja. In zato predlagam, da se počasi pomaknemo tja, kjer si bomo lahko skupaj ogledali ta film, kjer dobimo pravzaprav občutek, da smo sredi obiranja hmelja in nas pravzaprav film potegne vase kot enega izmed sodelujočih v tem opravilu, ki se je desetletja dogajalo tukaj z več tisočimi ljudmi. In tudi to je seveda del te zgodovine, del te tradicije, del tistega, kar hočemo sodobnim turistom prikazati. No, pa kar pojdiva, da vidimo to virtualno doživetje. Prav. Evo, zdaj vidim, kako so na polju. Tukaj so razne hmeljevke. Ja, zanimivo, ne? V idealnih razmerah hmelj lahko zraste tudi do 10-15 cm na dan. Tako da je res ena najhitreje rastočih rastlin na svetu. Zanimivo. Ja. Je pa trajnica, hmelj je trajnica, to pomeni, da ena rastlina zdrži tudi do 20 let. Kako dolgo pa traja ta celoten film? Ta celoten film traja 12 minut, ampak ravno dovolj, da vidimo eno lepo zgodbo, ki se dogaja v času obiranja hmelja in v času ene cele sezone rasti in obiranja te naše plemenite rastline. No, meni je bilo res zanimivo videti ta svet hmeljarstva skozi virtualna očala. Zdaj pa me zanima, imate mogoče vi zame kak namig? Ja, v nekem namigu sem razmišljal in da ne pozabim, sem si ga kar pripravil. Odlično. Tukaj v žep. Da vidimo. Suzana, izvolite. Hvala lepa. Namig, ki vam bo pomagal raziskovati našo prelepo spodnjo Savinjsko dolino še naprej. Odlično, super, da vidva. Kaj? Aurora in Seleja. Torej, Aurora, kot vemo, je polarni sij, Seleja pa seveda je rimsko ime za Celje. Ja. Ampak kako to povezati za nekaj, kar je v Žalcu, veste mogoče vi? Ja, relativno enostavno za nas, ki tukaj živimo. Ja. To sta pravzaprav 2 zelo pomembni sorti hmelja. Pa ne samo sorti, po njih se tudi konkretno imenuje. Te 2 vrsti hmelja, se pravi, poleg savinjskega goldinga, ki je bil tukaj prvi in najpomembnejša sorta in je zelo pomembno še zdaj, obstajajo tudi druge sorte, kot so bobek, in med njimi je pa seveda tudi zelo pomembna tudi Celeja in pa Aurora. Super, se pravi, kam menite, da moram zdaj? Kakšen namig? Po mojem boste vi obiskali nek prostor, kjer te 2 sorti hmelja in seveda tudi ostale zelo dobro koristijo, da pripravijo kakšne dobre pivske zvarke. Aha, torej neka pivovarna. Morda, bi znalo biti. Okay. Jaz se vam zahvaljujem za vse, kar ste mi povedali in da ste me malo popeljali po tem muzeju. Tako da upam, da se vidimo še kdaj in še kakšno rečemo.
Hvala vam in celotni ekipi za prijaznost, za, sem prepričan, dobro upravljeno delo. Vse pa vas vabim tudi zasebno, da pridete v muzej, si vzamete več časa, pa ne samo v muzej, da obiščete Spodnjo Savinjsko dolino, ki je tako kot ostali predeli Slovenije vse bolj zanimiva za nas in za tujce, ki prihajajo. Res je, no, jaz se že veselim današnjega raziskovanja, da je za njim še kaj zanimivega. Zagotovo. Pa poglejmo, kje je ta pivovarna v Savinjski dolini. Odlično, evo, stric Google ve vse. Moja naslednja lokacija je pivovarna Green Gold, pa kar pojdimo. Zdravo, lahko kako pomagam? Pozdravljeni. Evo, nisem vedela, kam naj stopim, tako da ste prišli ravno pravi čas. In sicer jaz sem dobila namig v Ekomuzeju, ki se je glasil Aurora in Celeja. In tako sem prišla do vas in zdaj me zanima, če bi mi lahko povedali malo več o vaši pivovarni, prosim. Seveda, najbolje, da kar vstopim na pivovarno in se vse dogovoriva. Zmenjeno. Povej mi mogoče za začetek, kaj o nastanku te pivovarne. Naša hmeljarska zgodba se je začela že pred 120 leti, ko je družina Rojnik zasadila prvi hmelj v Savinjski dolini. Pivovarna je pa nastala pred 5 leti. Kot vsaka dobra zgodba je tudi naša zgodba nastala v garaži, kjer je Luka naredil svoj prvi zvarek. Luka vedno stremi k temu, da pivo ni le pijača, ki odžeja, ampak tudi popoln dosežek. Kaj pa sam proces nastajanja piva? Kako to poteka? Je zapleteno? Je kar zapleteno. Proces varjenja piva obsega več tehnoloških operacij. Prvo je pomembno priprava vode. Voda je najbolj pomembna za kvalitetno pivo, saj jo vsebuje cirka 90%. Potem priprava sladu. Po receptu moramo pripraviti več vrst mešanice sladu, ki ga zmlejemo v mlinu. Potem pride mešanica sladu in vode v ta kotel in potem to imenujemo mashing, se pravi sladica se drozga 1 uro na točno določenim stopinjam. Da pri teh stopinjah pač povzročimo encime, ki potem razgradujejo škrob v enostavne sladkorje. Potem tretja je hmelj. Pri 60 minut pri hmeljenju dodamo hmelj za grenčino, 10 minut pred koncem dodamo hmelj za aromo in na 0 minuti damo hmelj za vonj in aromo. Potem pivo pretočimo v fermentor, kjer dodamo kvas, tam poteka fermentacija. Ko se fermentacija zaključi, dodamo, karboniramo pivo in pivo je pripravljeno na uživanje. Wow, kar dolg proces se sliši, ampak povejte mi, ste rekli, da vsebuje 90% vode. Ja. No, polje, jaz poleti vedno govorim, da je pivo namesto vode, se potem skoraj res, če vsebuje kar 90% vode. Kaj pa vrste pivo, jih imate veliko? Ja, imamo preko 15 vrst piv. To so Pale Ale, IPA, New England Pale Ale, Lager, Hoppy Lager. Imamo kar nekaj vrst piva, ja. No, jaz sem slišala, da ima vaša pivovarna en poseben hashtag in to je? Enga še pa lahka. No, jaz nisem danes še nobenega, tako da enga pa lahka, ali kaj? Tako, gremo enga probat. Evo, Suzana, jaz sem ti pripravil 3 piva. Če ugotoviš vse stile piva, dobiš nagrado. No, naprovam kar prvega. Že vonj je tak zanimiv. Wow, okus manga mogoče. Dobro okušaš, mogoče veš stil piva? Ne, to pa nimam pojma. New England Pale Ale. Aha, poskusi z drugim. Dobro. Kaj okušaš? Konopljo mogoče. Ja, to je pivo Hemp Pale Ale, pivo s konopljo, s CBD. Aha, prav vsebuje CBD. Tako. Zanimivo. Poskusi se tretjega.
te pa nek tak bolj običajen lager. Ja, bravo. V Benuniju. Odlično. Ugotovila si vse 3 okuse in sedaj ti dam zlati ključ. Odlično, super. Pa da vidiva, kaj pravi. Žalec, središče spodnje Savinjske doline, je zaradi svoje ugodne lege že od nekdaj pomembna postojanka v severovzhodnem delu Slovenije, a svoj pravi sloves je dobil šele z začetkom slovenskega hmeljarstva v 19. stoletju. Hmelj je zaznamoval in spodbudil žalski gospodarski ter kulturno-zgodovinski razvoj. Hmelj so sicer poznali že v srednjem veku, uporabljali so ga za čiščenje krvi, pospeševanje menstruacije in pomirjanje. Od 8. stoletja dalje ga gojijo tudi za izdelavo piva. Dodajajo pa ga ne toliko zaradi značilnega okusa, kot zaradi njegovih lastnosti, saj preprečuje kisanje piva. Tole je že prvo vprašanje za gledalce. Kako imenujemo gesto, ko položimo roke okrog koga v znamenje ljubezni in prijateljstva? Verjamem, da tudi tebi to polepša dan. Zdaj pa poišči in spoznaj objekt, ki je zasnovan na podlagi modernih arhitekturnih smernic s 4 zvezdicami. Se kmalu spet vidiva. Tukaj domnevam, da bi to šlo mogoče za kak hotel, glede na to, da so 4 zvezdice, kaj ti meniš? Ja, pravo gibaš. Ja? Še en namig, novi hotel ob avtocesti. Hvala lepa za vse, da si mi pokazal oziroma povedal, kako nastaja pivo. Hvala tudi, da si mi prinesel te različne in zelo dobre okuse piva in upam, da se še kdaj vidimo. Ja, hvala tebi, da si obiskala pivovarno in enega še pa lahko. Na zdravje. Na zdravje. Tu je res vse povezano s hmeljem in tradicijo hmeljarstva. Moram vam povedati, da sem prav prijetno presenečena, s kakšnim pozitivnim odnosom tu skrbijo za dediščino teh krajev. No, jutri bom iskala nove namige na poti do pivske fontane. In vi, dragi gledalci in gledalke, ne pozabite gledati vseh 3 oddaj in nam poslati nagradnega gesla. Se vidimo jutri. Čau, čau.